Sem Špela Vintar, sem profesorica na oddelku za prevajalstvo, kjer že kar precej časa poučujem prevajalske in jezikovne tehnologije. Vodim tudi mednarodni interdisciplinarni študijski program Digitalno jezikoslovje. Hkrati sem pa tudi raziskovalka na Inštitutu Jožef Stefan. Digitalno jezikoslovje je, bi rekla, mehka varianta računalniškega jezikoslovja. To je eno področje, ki združuje tehnologije, jezikoslovje pa tudi družboslovje, in se predvsem ukvarja danes seveda z umetno inteligenco. Je pa kot študijski program zanimiv zato, ker dostop do teh izredno aktualnih področij omogoča tudi študentom, ki nimajo računalniškega predznanja. To je zdaj zelo kompleksno vprašanje, o katerem bi seveda lahko govorila zelo dolgo. Zdaj, ker sem sama raziskovalka umetne inteligence, seveda vidim umetno inteligenco kot neko fascinantno področje, ki predstavlja ogromno priložnosti. Hkrati se pa pri svojem delu in skozi raziskave seveda srečujemo tudi z vse bolj perečimi vprašanji, ki zadevajo, bom rekla, družbo kot celoto. Predvsem zdaj, če pač se ne zaplezam preveč globoko v težave, ampak en problem je zagotovo nekritična uporaba umetne inteligence, ki verjetno že srednjeročno lahko vpliva pravzaprav na vsa polja človekovega delovanja. Drug problem je, da še vedno razmeroma slabo razumemo, kako umetna inteligenca deluje, na kakšen način so vanjo, bi rekla, vgrajeni določeni stereotipi, določeni predsodki, halucinacije in tako naprej. In pa zdaj seveda, ti širši neki učinki v smislu tega, da težko razlikujemo že med nekim svetom, ki je virtualen, generiran, umeten, in svetom, ki je pač konkreten, resničen in verodostojen, da ti procesi se ne bodo kar tako ustavili, no. Umetna inteligenca že danes seveda rešuje zelo veliko težav oziroma je tako, da človeku predstavlja zelo uporabno orodje. Pa zdaj mogoče ne bom omenila ravno pomoči pri pisanju ali pa, ker sem sama jezikoslovka in rada pišem, ampak ne vem, umetna inteligenca seveda lahko prevzame ogromno nekih opravil, ki jih človek ne mara početi. Preoblikovanje podatkov, administrativne naloge, konec koncev programiranje, in tako naprej. Integrira se danes v mnoge poslovne procese, kjer optimizira delo, in bi človek rekel, da kot orodje res predstavlja pač premik. Po drugi strani opažam zdaj, če recimo se osredotočim na to neko raziskovalno plat našega dela, ne, vidim v bistvu to neko pasivno uporabo umetne inteligence, kjer raziskovalci tudi iz moje stroke, se pravi iz stroke računalniškega jezikoslovja, pogosto nekritično uporabljajo jezikovne modele že zato, da generirajo ideje za raziskavo, potem za izvedbo same raziskave, potem za pisanje članka in potem se ta članek še recenzira s pomočjo umetne inteligence in nastane en tak ciklični proces, kjer se dejansko vprašaš, kje je zdaj sploh vloga človeka oziroma kaj je namen tega vsega skupaj. Ja, absolutno. Tukaj bi mogoče omenila področje, s katerim se trenutno največ ukvarjam. Namreč raziskujemo jezikovne modele in njihovo vedenje v jezikih, ki niso angleščina, predvsem recimo slovenščina. Raziskave zelo jasno kažejo, da so veliki jezikovni modeli slabši v manjših jezikih, kar je logično. Predvsem postanejo slabši, ko pridemo do nekih mogoče zahtevnejših plati jezika, do figurativnega jezika, književnega jezika, metaforike, humorja, ironije, sarkazma, tudi konec koncev procesiranja govora in tako naprej. Predvsem pa je hud problem tudi to, da ker so ti modeli naučeni večinoma na angleških podatkih ali pa na podatkih iz nekega angleškega sveta,
so tudi kulturno tja umeščeni. Se pravi, v resnici ne poznajo slovenske kulture, imajo mnogo znanja, vendar nimajo znanja, ki je lokalno relevantno. In zdaj, če si predstavljamo družbo, ki se vedno bolj zanaša na te tehnologije in kjer imamo jezikovne modele ne samo v gospodarstvu, ampak tudi v javni upravi, v izobraževanju, v raziskavah, hkrati pa ti modeli ne znajo dobro slovensko, in niso kulturno umeščeni v naš prostor, je to seveda težava, no. V tem smislu se mi zdi pomembno s tem ukvarjati in na to opozarjati, pa tudi razvijati naše lastne jezikovne modele in doseči čim večjo neodvisnost od tehnogigantov onkraj Atlantika. Ja, mogoče ne samo, zakaj študirati digitalno jezikoslovje, ampak zakaj se ukvarjati z jezikoslovjem na splošno, s humanistiko na splošno. Zanimivo je, da zdaj, ko sem vpeta sem v številne raziskave, tudi na Inštitutu Jožef Štefan, nekako se je izkazalo, a ne, v tem, bi rekla, velikem zanosu razvoja umetne inteligence, da kar nenadoma ni dovolj, da vzamemo vse podatke, ki so tam nekje na razpolago. Potrebujemo visoko kakovostne podatke. Potrebujemo ljudi, ki zelo dobro razumejo jezik, recimo, a ne, se pravi, če želimo doseči jezikovno kompetenco, absolutno potrebujemo jezikoslovce. Hkrati potrebujemo humaniste in družboslovce, da nam bodo pomagali razumeti, na kakšne vse načine zdaj te tehnologije pravzaprav posegajo v naše življenje. Situacija je pravzaprav na neki način ironična, a ne. Kot da smo ustvarjali tehnologijo, zdaj pa raziskujemo, kaj ta tehnologija v resnici, kako deluje in kaj počne, ne. Ne vem, naredili smo lokomotivo, zdaj se pa vsi ukvarjamo s tem, kako dela ta lokomotiva. V glavnem, zato, da bomo to dobro razumeli in tudi vsaj malo pomagali usmerjati družbene procese, ki so dramatični, to vidimo, absolutno potrebujemo profesionalce z nekim družboslovno-humanističnim ozadjem.